gostje, spoštovani finalisti, lepo pozdravljeni na podelitvi rektorjeve nagrade za inovacijo Univerze v Ljubljani. Organiziramo jo skupaj z Ljubljanskim univerzitetnim inkubatorjem. Veseli nas, da smo priča želji po novem, inovativnem in predvsem uporabnem vsako leto. In vsako leto je več edinstvenih idej, ki spreminjajo svet na bolje. Danes smo pobliže spoznali 7 zanimivih inovacij, ter kot običajno razglasili 3 zmagovalne. Morda se sliši klišejsko, vendar je 3 najboljše med že tako dobrimi, da res težko izbrati. Kajti vse so res odlične. To lahko potrdi tudi rektor Univerze v Ljubljani, profesor dr. Ivan Srednik, ki mu na tem mestu predajam besedo. Izvolite. Lep dober dan vsem, tekmovalcem, študentom, mentorjem, dekanom, z gostom. Mislim, da je odlična priložnost, ki imamo enkrat na leto, da praznujemo inoviranje tudi na naši univerzi. Tega je seveda z dneva v dan veliko, mnogo ljudi je udeleženih tako na strani študentov, kot na strani naših raziskovalcev, učiteljev to dejavnost, pa vendar je dobro, da se včasih postavimo in posebej pozorno pogledamo, kaj zmoremo zlasti, ko gre za najmlajše inovatorje na naši ustanovi. Inovacije so seveda ideje v že razmeroma zreli fazi. To so tiste ideje, ki kažejo nek razvojni potencial, tako so verjetno ocenili tudi v naših komisijah, oziroma komisiji, ki je pregledovala te predloge. In ta potencial seveda se bo morda realiziral v novih izdelkih, v novih storitvah, morda v novih podjetjih. In to je tisto, kar razumem z razvojnim potencialom. Vendar je pa ob tem morda treba reči, da je pomembno zmerno začetek. Treba imeti veliko idej, ustvariti pogoje, da se te ideje generirajo, pojavljajo in potem, če imamo srečo in če smo dovolj spretni, najbrž pridemo do neke inovacij na podlagi številnih idej. To je seveda odvisno na naši univerzi, pa tudi v drugih okoljih od tega, kdo so ljudje, ki se s tem ukvarjajo, se pravi, kakšne študente sprejemamo, predvsem pa kako z njimi delamo. Torej, način dela z njimi, metode, učenja, poučevanja, študija so najbrž tisto, kar lahko generira več ali manj idej in tudi kar potem vodi v smeri, da te ideje postanejo zrelejše, da lahko potem na koncu rečemo, da smo prišli do faze inovacij. Gre za to, ali v študijskem procesu poleg osvajanja tistega železnega repertoarja znanja na posameznem področju, ki je, lahko rečemo, neobhodno, damo možnost tudi za razmišljanje izven tega okvira, da smo pozorni v pravem smislu tudi na tako zvane nore ideje, kot so včasih to poimenovali, da te ideje znamo morda čeprav z distance, pa vendarle ne ukani zapreti, ampak spodbujati, pa kot mentori in učitelji prispevati, da se izpopolnijo in da na nek način tudi dozorijo. In to nas seveda potem lahko odlikuje na koncu kot univerzo, ki bo razvila v prihodnji še močnejši tretji steber, kot mu rečemo univerza, to je tisti steber, ki pomaga, da te novosti, inovacije, če hitreje v okolje, ne samo preko diplomantov in njihovega osnovnega znanja, ampak tudi že poprej in tudi na vse druge načine. Današnje ideje, torej niso več samo ideje, so inovacije, verjamem, da so nastale v takšnih okoljih, ki so bila spodbudna, sicer vsem ne bi prišli. Jaz vsem, ki ste se tega tekmovanja udeležili, čestitam, da ste se odločili za to. To najbrž ni razmerno lahka
in se zahvaljujem vsem, ki ste malim ljudem dajali pri tem podporo, prav tako pa tudi zahvala vsem organizatorjem, našemu Luju, pa seveda tudi komisiji, ki je vložila svoj čas in svoje znanje v to, da je prišla do, jaz verjamem, najboljše možne odločitve. Čestitke pa sledijo, ko bomo slišali rezultate. Lahko pa že zdaj čestitam vsem, tudi tistim, ki mogoče niste med izbranimi 7, kajti že to, da se kdo javno preizkusi svojo idejo, je pogum, intelektualni pogum in tudi ta nam je potreben. Hvala lepa. Rektor, najlepša hvala. Povezovanje znanosti, gospodarstva in negospodarstva na Univerzi v Ljubljani so ustvarjamo na vseh področjih. Namen tovrstnega povezovanja je učinkovit in aktualen prenos znanja in storitev v gospodarstvo in širšo družbo. O prenosu znanja in storitev ter pomenu rektorjeve nagrade znotraj tega procesa bo spregovorila naša prorektorica, profesorica doktorica Tanja Mihalič. Sedmič v zavestni zgodovini, inovacijski zgodovini te univerze in drugič v moji osebni zgodovini prorektorice za prenos znanja v gospodarstvo, imam to veselje, da lahko uživam ta veličasten pogled na srečanje, ki je posvečeno inovativnosti. Univerza v Ljubljani uresničuje svoje poslanstvo, ki je pedagoško in razvojno-raziskovalno in s tem prispeva tudi k blagostanju v družbenem, kulturnem in ekonomskem okolju. In ravno zaradi tega deluje tudi na področju prenosa znanja v to ekonomsko in širše družbeno okolje. In tudi zato smo usmerjeni v prenos znanja. To strateško usmeritev pa podpiramo z mnogimi inštrumenti. In naj danes posvetim nekaj besed samo tistim, ki delujejo na področju inovativnosti kot podpora temu, kar počnemo na področju prenosa znanja. Naj danes omenim, da je Univerza v Ljubljani ustanovila Ljubljanski univerzitetni inkubator. Ustanovili smo ga pred 8 leti, zato da bi pomagali prenašati inovativne ideje v prakso, tako v domače okolje, kot tudi v mednarodni prostor. Danes je Ljubljanski univerzitetni inkubator priznan in pomemben del podpornega okolja, ki se krepi in pomaga uresničevati inovativne potenciale. Večina tehnoloških in netehnoloških inovacij prihaja v našem prostoru prav iz največje slovenske univerze, to je iz te Univerze v Ljubljani. Pri tem pa se dobro zavedamo, da inovacijski potenciali tako na Univerzi v Ljubljani, kot tudi na drugih univerzah, še niso v celoti izkoriščeni in zavedamo se tudi odgovornosti, ki je pri tem tudi naša. Zato, da bi dodatno spodbudili razvoj inovativnosti, izvajamo tudi projekt Prestižna rektorjeva nagrada za najinovacijo Univerze v Ljubljani. Za rektorjevo nagrado pa se lahko potegujejo samo tisti, katerih nove ideje so nastajale v okolju Univerze v Ljubljani. Kot članica Komisije za rektorjevo nagrado in kot predsednica nadzornega sveta Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja imam to priložnost in možnost, da spremljam, kako se inovativnost širi in razvija na vseh naših članicah in na vseh področjih njihovega delovanja, od področjih znanosti do družbenih ved. In dovolite, da vas sedaj povabim, da si skupaj pogledamo, kako smo letos peljali ta projekt izbire rektorjeve nagrade za najinovativnost in kdo so bili kandidati, ki so predloge pripravili in kaj so nam pripravili. Tako da vas vabim. Vem, da smo že vsi neočakani, pa bomo še vseeno malce počakali. Najlepša hvala, prorektorica. Na Ljubljanskem univerzitetnem inkubatorju pravijo, ne čakaj na prihodnost, ustvarjajo. Kot že rečeno, rektorjevo nagrado ustvarjamo skupaj z Ljubljanskim univerzitetnim
inkubatorjem, zato na tem mestu vabim direktorico Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja, doktorico Lidijo Honzak, da nam pove, kako je potekal izbor lektorjeve nagrade za inovacijo in kaj je žirija sploh ocenjevala. Lepo prosim. Lepo pozdravljeni. Ko sem pred več kot 8 leti prevzela vodenje Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja, pravzaprav so bili to začetki, takrat je bila klima na univerzi čisto drugačna. Podjetništvo, dobiček, vse to so bile neke take grde besede. Raziskovalci pa itak niso razmišljali o tem, da bi v komercializaciji. Takrat sem zelo razmišljala, kaj narediti, da bi se to spodbudilo, da bi se to premaknilo, in takrat se je rodila rektorjeva nagrada za inovacije, ki je zdaj že 7. po vrsti in jaz vam bom predstavila statistiko. Tako da od takrat je tekmovalo 504 tekmovalci, so se udeležili rektorjeve nagrade, ki so predstavljali 183 idej. To so bile visokotehnološke ideje, ideje raziskovalcev, pa tudi take bolj iskrive študentske ideje. Skoraj 20% teh idej je potem tudi šlo v komercializacijo, tako da mi smo jim pri tem zelo intenzivno pomagali, se zelo videli, da pač vsakmu zelo eno tako individualno pomoč nudimo, pomoč pri tem, da stavno popravimo poslovni model, pomoč pri tem, da poiščemo prave finančne vire ali pa partnerje ali pa povežemo z nekimi partnerji iz gospodarstva, kar se danes tudi intenzivno dogaja. V vseh teh letih ste najbolj učinkoviti bili, kar se tiče število prijav na fakulteti za elektrotehniko. Ampak tudi v letošnjem letu smo dobili kar 70 tekmovalcev se je zvrstilo, sicer prijav za 20 prijav, zopet fakulteta za elektrotehniko največ, ampak tudi ostale fakultete, ekonomska fakulteta, akademija za likovno umetnost, naravoslovno-tehnična fakulteta je v zadnjih letih tudi zelo aktivna na tem področju, fakulteta za farmacijo, fakulteta za strojništvo, biotehnična fakulteta, medicinska fakulteta, fakulteta za kemijo, kemijsko tehnologijo, fakulteta za medije, zdravstvena fakulteta, fakulteta za družbene vede, pravne fakultete, višja šola za telekomunikacije. V glavnem v vseh teh letih so se večinoma vse fakultete se že udeležili oziroma predstavniki udeležili tega tekmovanja. Mi smo naredili tako delavnice za vse vas, ki ste se prijavili, nekateri ste bolj pridno hodili, nekateri ven, in potem je tak ožji izbor, ki je zbral 7 finalistov, ki se boste danes tudi predstavili. Ena mogoče sveža zgodba, kar se komercializacije tiče, je, da je ideja, ki je bila nagrajena in je dobila prvo mesto pred 2 leti, da je ravno kar so ustanovili svoj startup, ravno kar so tudi pičali na tekmovanju za pridobitev finančnih virov iz razpisa Slovenskega podjetniškega sklada in se uvrstili izjemno visoko, tako da denar sigurno dobijo, če bojo pa prvi v Sloveniji, bomo pa še videli. Hvala. Hvala, doktorica Honzak. Vi finalisti še ne veste, kaj pomeni prejeti rektorjevo nagrado, to bo zagotovo ve lanski prejemnik rektorjeve nagrade, njegova skupina je zasedla 3. mesto z inovacijo Suprala. Dejan Lamešič nam bo povedal, kako ste jim prijavili na tečaj in sama nagrada pomagala na poslovni poti. Spoštovani rektor, spoštovana rektorica, spoštovana direktorica univerzitetnega inkubatorja, spoštovani mentori, vsi finalisti, gosti. Čas pa je, da vam tako danes nakratko predstavim našo pot in pa našo izkušnjo z izborom za inovacijo v preteklem letu. Naša inovacija posega na področje farmacije in kot veste, je poleg zdravil učinkovine
ima ključni pomen še vsaka pomočna snov v posameznem zdravilu. In mi Supralab ekipa smo razvili nov tip pomožne snovi za izdelavo tablet, ki ima bistveno izboljšane lastnosti, tako tehnološke, kot tudi ostale. In to inovacijo smo v bistvu patentno zaščitili in sedaj v bistvu vodimo ustrezne postopke naprej. V tej priložnosti bi čestital tudi in pozdravil hkrati tudi kolege sodelavce z farmacije, ki so z letošnjo inovacijo se prebili v finale in s tem ponovno dokazali inovacijski potencial naše fakultete. Še posebej na področju farmacije, ker so inovacije ključnega pomena za nadaljnjo rast in razvoj panoge. Lahko rečem, da je izbor za na inovacijo nam predstavlja kot nek katalizator za našo nadaljnjo pot. Zdaj smo v bistvu po razglasitvi oziroma predstavitvi razglasitvi rezultatov spoznali veliko število novih ljudi, gospodarstvenikov, investitorjev, ki so nam v bistvu predstavili drugačne poglede, so nam predstavili nove predloge, s katerimi smo se bistveno bolje pripravili na naši poti. Hkrati so nam tudi skozi podjetniške oči ponovno izvali našo inovacijo, na ta način smo bistveno bolje optimizirali naš produkt. Prelomnica je bila v lanskem letu, ko sem se udeležil največjega farmacijskega sejma v Barceloni lansko leto, kjer smo v bistvu testirali interes za našo inovacijo. In v izjemno kratkem času smo uspeli pridobiti, smo imeli razgovore z več kot 15 podjetji in nekaj od teh je na koncu izrazil tudi interes za sam material, kar smo tudi mi na to pripravili in ga poslali za testiranje. Trenutno smo v fazi čakanja rezultatov. Prve rezultate nekaterih podjetij že imamo, ti so zelo spodbudni in zaradi tega optimistično zraven v prihodnosti. Celoten ta proces po izboru za inovacije je predstavljal izjemen izziv, kar je v bistvu izvalo našo vztrajnost, našo vero v idejo in pomembno je, da na tej poti ne obupamo in da pač poskušamo dati vse od sebe. Zato želim letošnjim finalistom veliko poguma, predvsem modrih odločitev in pa seveda uspeha. Hvala lepa. 7 izjemnih idej čaka, da jih spoznate in vsako boste spoznali v 5 minutah. Smo pripravljeni? Ste finalisti pripravljeni? Da začnemo. Prva inovacija, ki jo boste spoznali, je mikrooblegalnih delcev v hrani, paleti in mini tablet. Kako ta naprava pripomore pri začetnih študijah razvoja zdravil in kakšne so njene pozitivne lastnosti, nam bo v imenu podjetniške skupine povedal Gregor Razek. Prosim, lepo. Si lahko predstavljate sodobno družbo brez zdravil. Otroka z astmo, ki se duši brez zdravil. Vsakdo izmed nas se kdaj v življenju sreča z njimi, za mnoge pa zdravila postane nuja, ki pa pomembno podaljšuje življenjsko dobo in izboljša kakovost življenja. Predstavljate si, da enostavno hočete speči palačinke, pa ne poznate recepta. Boste prvič poskusili to eksperimentirati sestavo mase za 100 palačink in povabili vse sosede, ali boste najprej poskušali tole zmanjšati količino, dokler vam ne bo uspelo. Z enako težavo, vendar mnogo bolj resno in z odgovornostjo do ljudi se ukvarjajo farmacevti pri razvoju novih zdravil. Naša inovacija jim pomaga, da delajo 100-krat manjšimi količinami, kot je v dosedanji praksi. Inovacija predstavlja razvojno procesno opremo za izvedbo procesa oblaganja. Mikrooblagalnik s kratico mikro-oblagalnik. Oblaganje je tehnološki proces, ki
bistvu je vpleten v izdelavo večine trdnih farmacevtskih izdelkov. Sredno nalaganje, razkoševanje materijala na površino majhnih delcev, medtem ko so ti ugibani. Naš primarni cilj je bil znižanje razvojnih stroškov teh poskusov odlaganja. Nadaljne, seveda, izboljšanje uporabniške izkušnje in zmanjšanje obremenitev za okolje. Namen rabe inovacije je večplasten. Uporabna v začetnih fazah razvoja zdravila, ki učinkovine na voljo malo ali pa ima visoko ceno. Na klasični laboratorijski skali uporabimo za samo en poskus kar 400 gramov učinkovine. V primeru mikroplagalnika se ta poraba materijala niža za faktor 100, kar pomeni že pri 15 razvojnih poskusih okrog 9 do 10 tisoč evrov prihranka. Z porabo zgolj 100 gramov učinkovine lahko v začetni fazi, ko je te na voljo res malo, pridobimo ogromno ključnih formulacijskih podatkov o tistem pravem receptu. To nam predstavlja konkurenčno prednost oziroma konkurenčno prednost v časovni bitki za lansiranje generičnega izdelka na trg. Mikrooblagalnik močno pa nastavi tudi delo s toksičnimi in potentnimi učinkovinami. Saj lahko zaradi velikosti in prenosljivosti naprave to enostavno postavimo v biološko varno komoro in z njo brezžično upravljamo zadnja razdalja. Zaradi nazornega prikaza samega tehnološkega procesa je mikrooblagalnik oziroma naša inovacija tudi zelo dragocen pedagoški pripomoček. Mikrooblagalnik je kot celota inovativna naprava, ki v mini procesni komori omogoča izvedbo procesa oblaganja na gramski skali. Proces oblaganja vidimo tukaj v zadnji. Po pregledu trga tovrstnih izdelkov smo ugotovili, da smo prvi, ki na tej skali uporabljamo le to tehnologijo. Še najbližje nam je podjetje Valeva iz Velike Britanije, ki pa močno zaostaja tudi po sodobnosti uporabniškega umestnika in sledljivosti izvedenega eksperimenta. Ključne prednosti oziroma konkurenčne prednosti naše inovacije lahko v grobem strnemo v 4 točkah. Prvič, torej velikost serije in torej elegantska količina oblaganca, velikost same naprave in njena prenosljivost, odličen uporabniški umestnik in seveda možnost konkurenčne dostopne cene izdelkov. V trenutnem prototip je čakal v kratkem dosledno načrtovana nadgradnja do tržne različice v podpori Fakultete za farmacijo. Odločili smo se za B2B poslovni model, kjer vidimo kot prvega potencialnega kupca domače slovensko podjetje Brinox in tudi v končni fazi kot proizvajalcev mikrooblagalnika. Alternativa so še ostali evropski proizvajalci dotične procesne opreme. Njihovo že vzpostavljeno prodajno mrežo vidimo kot potencial, da naša inovacija zaživi prodajno po širši Evropi ter kasneje globalno. V našem primeru gre za nišni izdelek, namenjen v prvi fazi raziskovalnim in razvojnim laboratorijem farmacevtske industrije ter seveda za izobraževanje institucij. Vrednost trga smo ocenili na okrog 5,5 milijona evrov. Srce inovacije pa je nedvomno razvojna ekipa. Projektni tim sestavlja 9 članov, ki se po svoji ekspertizi komplementarno dopolnjujejo. Združili smo izkušnje in znanje iz področja farmacevtske tehnologije, strojništva, računalništva in elektrotehnike ter ustvarili unikatno napravo s potencialom v farmacevtskem razvoju in v izobraževanju. Mikrooblagalnik. Gregor, hvala lepa. Zdaj pa na govorniški oder vabim Simona Ekanoviča, ki bo v imenu naslednje podjetniške skupine predstavil inovacijo z naslovom Kultus pametnih obliž. Projekt predstavlja sistem za zgodnje odkrivanje nastanka srčno-žilnih bolezni, ki olajša delo v ambulantah in klinično odločanje zdravnikov. Simon, izvolite.
vsaj v 4 vrstah smo. 1/4 od teh, ki smo tukaj, smo ali pa bomo imeli težave s srčno-žilnim sistemom. Najhujše pa je, da bo zaradi tega v enem letu umrlo 17,5 milijona ljudi. In to se nam zdi kar pomembno. To je kar velik problem. Še bolj pomembno je, da je to prvi razlog za smrtnost v svetu. Je prvi strošek v zdravstvu, verjetno vsi poznate koga, ker je to tudi prvi razlog za dolgotrajno zdravljenje, za neke oblike modernega zdravljenja, za terapijo. Vsak pozna koga, ki ima ali zdravila, niti srce, ali pa imate koga v družini. No in z tega sledi, da dobro vemo, in to tudi pravi Nehal, da je najbolj važna preventiva, zgodnje zaznavanje in preprečevanje nastanek bolezni. No in tu pride na mesto naša rešitev. Razvili smo sistem, razvili smo kar nekaj časa, ki ga vsebuje senzor, telesni senzor, majhno pametno nalepko in pa bazno postajo, ki analizira toponizacijo mikropretoka in iz tega znate zaznati verjetnost za nastanek srčno-žilne bolezni. Kaj to omogoča? Kaj rešuje? Omogoča zgodnje zdravljenje. Omogoča zdravljenje, preden bi to mogoče drugače klinično opazili, predvsem pa polni tisto luknjo za en dejavnik tveganja, ki ga prej nismo poznali. Že leta vemo, da je težava puls pri ljudeh, torej srčna frekvenca, pa se s tem nihče intenzivno ne ukvarja, zato trenutno na trgu ni naprave, ki bi to znala. Edina klinična naprava, ki jo vsakodnevno uporabi, je zelo zamuden in staromoden prenosni holter, 24-urna meritev 12-kanalnega EKG-ja, ki je draga, kardiolog vzame več kot pol ure, da jo analizira in tako naprej. Naša naprava to naredi v parih sekundah in ne zahteva dodatnega znanja ali interpretacije, ker se zgodi v bazni postaji. Kaj s tem dosežemo? S tem dosežemo prihajanje časa, čakanje dob in pa skupno zmanjšamo stroške v zdravstvu. V ekipo, s katero sem tu danes in s katero smo šli skozi to zgodbo v zadnjih 2 leti, verjamem. To so mi zelo všeč. Z njimi delam že dolgo časa. Med njimi so študent medicine, potem naš elektroinženir, ki trenutno dela pri kolektorju in je danes na žalost ni tukaj, ker je v Študgartu, in pa njegov brat, naš najmlajši na Živini, ki jo vsake čas izpostavljam. Miha. Tako. Sam market ocenjujemo na ustanove javnega in privatnega sektorja, ki se ukvarjajo s primarno in sekundarno preventivo. Primarni preventivi mogoče poznate referenčne ambulante, ki je zdaj že 583 in skozi odpirajo nove. Predvsem se nam zdi pomembno, da bi tak sistem uvedli na nek skupen sistem preventive, ki bi edino na tak način resnično lahko množično upravili meritve in zagotavljali zgodne zdravljenje pri ljudeh, ki kažejo znake zgodnih napovednih znakov. Sam poslovni model smo še kar nekaj časa vložili v samo stroškovno strukturo za proizvodnjo našega sistema. Sama cena je še stvar debate, ampak okvirne cene in standardizacije in sama certifikacija naše naprave bi nas pri trenutnem poslovnem modelu pomaknila na točko break-even, torej kjer bi začeli upravljati pozitiven promet nekje med 22-23 mesecih po začetni investiciji. Jaz bi samo rad povedal, da upam, da boste naši imeni Verius, od kateri smo se že pojavili, še kaj slišali, bi pa to točko izkoristil še za eno stvar, bi se zelo zahvalil Juliju za to priložnost, da smo se svet lahko tu pokazali, da je bilo to mogoče in pa dr. Lidiji Honzak, da nam je dala ogromno podpore v teh letih. Verjamemo, da edini na tak način, ko pustiš mladim dobre, malo nore ideje, da pridejo ven, res lahko narediš nekaj novega. In to je tudi tisto, kar pa nas žene, da smo tu vsako leto. Hvala lepa. Simo, najlepša hvala. Velikonočni prazniki so sicer že za nami, se boste pa nanje verjetno spomnili ob naslednji predstavitvi jajčkomata. Gre za samo postrežni avtomat za prodajo kapušnih jajc, ki ga bo v imenu skupine predstavil Matjaž Ženko. Nadgradili so ga tudi sistemom za obveščanje. Matjaž, prosim. Vsi verjetno poznate tisto filozofsko vprašanje, kaj bo prej, kurat ali jajce. No, v naši ekipi smo našli odgovor na to vprašanje in naš odgovor je, prvo je bil jajčkomat.
Jajčkomat je samopostrežni avtomat za prodajo kokošjih jajc. Zdaj, sama ideja je prišla čisto iz praktičnega razloga. Sam namreč prihajam iz kmetije in doma se ukvarjamo z rejo kokošjih nesnic in večkrat se je zgodilo, da so naši kupci ostali brez jajčka. Zato sem začel razmišljati, da bi kupil en avtomat, ki bi bil pač primeren za samo prodajo jajc. Nekako sem preiskal pač trg Evropske unije in nisem našel nobenega proizvajalca, ki bi tak avtomat ponujal. Zato sem pa razmišljal naprej in smo našli avtomat, rabljen avtomat in ga predelali na to, da je primeren, v taki obliki, da je primeren za samo prodajo kokošjih jajc. Zdaj, kaj je pomemben? Pomemben je, da avtomat ohranja konstantno temperaturo, ki je zakonsko določena za samo prodajo. Poleg tega mora pa tudi biti sama distribucija poteka nakupa taka, da se jajčka pri nakupu ne razbijajo, razen če seveda kupci želijo delati šmora. Zdaj, sam avtomat sem ga tudi nadgradil s sistemom za obveščanje, kar pomeni, da v primeru, da se en izmed prodajnih nivojev, da se sprazne, avtomat pošlje SMS oziroma elektronsko pošto, obvešča pa tudi lahko o trenutni zalogi jajc v samem avtomatu. In iz tega zdaj pa izhaja poslovna ideja. V prvi fazi želimo ustanoviti oziroma narediti blagovno znamko Jajčkomat. Pod to blagovno znamko nekako želimo, da kupci prepoznajo domače jajca, izključno proste pašne reje. Poleg tega želimo pač postaviti par jajčkomatov nekje na zelo frekventne lokacije. Zdaj v mislih imamo kar najprej, da bi postavili v Ljubljani, potem pa še v okoliških občinah, ki so nekje mejijo na občino Komenda, kjer je postavljen zdaj prvi testni jajčkomat. Poleg tega pod samo blagovno znamko Jajčkomat želimo prodajati tudi testenine, ki bi bile izključno narejene iz teh domačih sestavin, kot so jušni rezanci, se pravi polški, makaroni in podobno. V drugi fazi pa želimo avtomate ponuditi tudi drugim potencialnim kupcem. Zdaj, sama cena avtomata bi se pričela nekje pri 3500 evrih, potem bi se pa višala glede na same želje, ki bi jih kupci imeli. Zdaj, avtomat lahko nadgradimo s sistemom na spremljanje nadaljavo, lahko ugradimo čitalce bankovcev, podaljšamo garancijo, čisto odvisno, kaj bi si sami kupci želeli. Zelo zanimivo se nam pa zdi tudi ideja o najemu avtomatov. S tem bi mi mogoče kupci samo možnost, da testirajo lokacijo, ker pač čez dobro lokacijo bi dejansko se sama investicija za kupca povrnila nekje minimalno v 6 mesecih oziroma do 12 mesecev. Zdaj, tukaj smo se slikali, predstavitev naše ekipe. Poleg mene Matjaža Jenka, ki sem nekako idejni vodja in realiziram to prvo fazo poslovne ideje, se pravi ustanovitev te blagovne znamke, sodeluje še kolega Martin Rojc, ki bi skrbel za samo programiranje in nadgradnjo avtomatov. V ekipi pa je še docent dr. Gorazd Karer z Fakultete za elektrotehniko, ki pa nekako predstavlja vez med svežim znanjem, ki ga ponuja univerza, ter med samo industrijo. Zdaj, vsi nekako želimo živeti zdravo in dolgo življenje. In en izmed razlogov je tudi, kaj jemo. In zakaj ne bi kupovali in jedli domače, zdrave, lokalne hrane in v primeru jajčk kupujemo jajčka srečnih kokošij, ki se pasejo na travnikih. Hvala. Hvala lepa. Zdaj smo izvedeli, končno se nam ni treba več pogovarjati, ali je bil prej kura, ali je bil prej jajce, da vemo, jajčkomat je bil. Hvala lepa, Matjaž. Nadaljujemo. Do leta 2050 naj bi se po svetu mesta preselilo 2,4 milijarde ljudi. Ob tem mesta premenijo nenadne in nepredvidljive tehnološke, ekonomske in družbene spremembe. Naslednja podjetniška skupina je razvila inovativno metodo oblikovanja zazidave, ki statično prostorske načrte spremeni v interaktivni prostor. Več predlagane metodi nam bo predstavil Jernej Lidman.
pozdravljeni, sem dr. Jernej Vidmar, ekipa ostala sedi v pet, Žiga, Martin in Cigi. Povedala kolegica, vsak teden se v mesta priseli 3 milijone ljudi. Do leta 2050 pomeni to novih 2,5 milijarde prebivalcev v urbanih središčih. Zaradi tega postaja načrtovanje mest eden izmed najpomembnejših razvojnih izzivov sodobnega časa. Kljub temu spoznanju pa mesta še vedno za regulacijo svojega oziroma za načrtovanje svojega prostorskega razvoja še vedno uporabljajo zastarele statične prostorske načrte. Če pokažem na primeru, to je prostorski načrt. To je prostorski načrt mestne občine Ljubljana iz leta 2015. Gre za več 100 strani dolg dokument, tudi to spada zraven. Za več 100 strani dolg dokument, katerega morajo urbanisti poznati precej natančno, preden se sploh lahko lotijo oblikovanja nekega območja, ker morajo vsa ta določila upoštevati ob oblikovanju zazidave. Lahko si predstavljate, koliko kreativnih moči jim dejansko še ostane za to, da oblikujejo nek kvaliteten prostor. Naša ekipa zato razvija rešitev, ki vse te dokumente pretvori v interaktivni prostor, rešitev, znotraj katerega lahko urbanisti enostavno in hitro oblikujejo zazidavo. Če pokažem na primeru, da je že šlo naprej, se pravi, stavba se sama prilagaja tem regulacijskim določilom. Urbanistu ni treba skrbeti, kje so stavbe visoke, kakšna je rama in podobne stvari. Hkrati tudi preverja, da so zadostni odmiki med stavbami ali pa če presega stavba regulacijsko linijo in tako opozarja na morebitne napake pri umeščanju zazidave v prostor. Se pravi, naša prednost je, da lahko urbanisti delajo bistveno hitreje, bolj natančno in v tem storijo manj napak. Hkrati pa to omogoča tudi, da na hitro preverijo več variantnih rešitev zazidave in se odločijo za tisto najboljšo, ki je v danem trenutku najboljša za nek prostor. Imamo seveda tudi nekaj konkurence, kljub temu pa nihče od konkurentov ne ponuja interaktivne regulacije in preverjanja odmikov, kar je naša bistvena prednost. Z vstopom v leto 2017 smo že ustanovili podjetje, v katerem tudi program držimo, se pravi, gre za ta prvo faza razvoja, kjer program še vedno razvijamo in že dosegamo prve kupce. V drugi fazi, ki jo bomo začeli nekoliko kasneje, pa se bomo lotili dejanske priprave takšnih interaktivnih prostorskih načrtov, kot ste videli prej na posnetku. Enako podobno smo razdelili tudi segmente kupcev. V prvi fazi ciljamo predvsem na posamezne uporabnike v arhitekturnih birojih, v mestih in na fakultetah. Kasneje pa bomo ciljati začeli predvsem na mesta, da bojo mesta tista, ki bodo zagotovila kakšne prostorske načrte za svoje uporabnike oziroma urbaniste. Potencialni trg je kljub temu, da gre za relativno ozko nišo, zelo velik, še posebej v tem kontekstu interaktivnih prostorskih načrtov, kjer bi sodelovali z mesti. Kot sem prej omenil, smo s vstopom 2017 že vstopili oziroma začeli naš izdelek prodajati in do danes pridobili prvih 100 plačljivih uporabnikov. Kot vidite iz te karte, gre za uporabnike širom sveta. Največ imamo trenutno v Združenih državah, v Avstraliji, Kanadi in v Evropski uniji. Naša pot razvoja je dokaj jasno začrtana. Treba je poudariti, da primarni namen tega, da smo začeli sploh tržiti že nedokončani izdelek, je to, da dobimo povratno informacijo od uporabnikov, ki zadevo uporabljajo v praksi in na podlagi teh povratnih informacij naprej razvijamo program. Zato računamo, da še nekje leto do 2 bomo program razvijali naprej. Do leta 2019 pa bomo poskusili pridobiti prvo naročilo za dejansko izvedbo interaktivnega prostorskega načrta za občine. Skladno s to vizijo pričakujemo, da v prvih 2 letih pridelamo nekaj izgube, nekje leta 2019 pa se bo trend obrnil in računamo na dobiček.
Ekipo sestavljamo 4 člani, od tega sva 2 podjetnika že odprej. Martin je asistent na fakulteti za računalništvo in matematiko, Žiga, oziroma Sigi, pa razvijalec v podjetju Zemanta. Naša bistvena prednost pred konkurenco je to, da v praksi delujemo na 2 področjih, na urbanizmu in na razvoju programske opreme, in pa to, da imamo vizijo interaktivne prostorske regulacije, ki je konkurenca ne more enostavno kopirati. Hvala. Najlepša hvala za zanimivo predstavitev. Strojni vid za detekcijo napak na površinah z visoko odpornostjo je naslednja inovacija, ki jo bo v imenu skupine predstavil Žiga Koksar. In inovacija zveni precej kompleksno, a sem pripričana, da nam bo vse precej bolj jasno po njeni predstavitvi. Ste kupili izdelek z estetsko napako in ga lahko reklamirali, se zavedate stroškov v verigi dobaviteljev in obremenjevanja okolja tega izdelka. Naša ekipa, ki jo tvorimo Žiga Koksar, Andraž Škoda in Tomaž Zavrl, se tega zavedamo. Zato smo idejo o strojnem vidu in detekciji napak na površinah z visoko odpornostjo tudi realizirali. Estetski izdelki, ustreznost estetskih izdelkov v industriji zagotavljajo standardi kakovosti, katerim pravimo tudi dekorativna norma. Tipični predstavniki teh izdelkov so žarometi avtomobilskih luči, interjer, izdelki bele tehnike in kozmetike. Delavec na delovnem mestu v industriji vsak izdelek dekorativno normo pregleda v 7 sekundah in subjektivno oceni o sprejemljivosti izdelka z napako. Kot pa vemo, imamo pregovor, vsake oči imajo svojega malarja. Posledica tega so povečan zmed, izguba energije in časa zaradi prerekanja in ugotavljanja skladnosti izdelka ter povečane reklamacije. Naša ekipa je z idejo želela imeti nadzor nad procesom in zato smo postavili prototipno celico v industriji. To prototipno celico pa tvorijo stroj za brizanje plastike, 6-osni robot za manipulacijo kosa in pa seveda strojni vid s softverom, za katerega je bila izdelana tudi patentna prijava. V industriji za 100% kontrolo bi na ta način potrebovali 7 delavcev v zaporedni verigi, ki bi pogledali enak izdelek in se na to odločili. Kupec ne plača samo enega. V industriji je sprejemljivo 100 slabih kosov na 1000 dobrih kosov. Toyota, ki ima svoj proizvodni proces robotiziran in avtomatiziran, pa dosega 1 ppm ali manj na leto. Z našim izdelkom tako sledimo robotizaciji in avtomatizaciji, poleg tega pa zagotavljamo objektivno odločanje. Najbolj pomembno pa je, da s tem objektivnim odločanjem lahko takoj recikliramo in uporabimo material nesprejemljivega izdelka. Glede na analizo trga, ki smo jo izdelali, smo ugotovili, da lahko postavimo 100 takih linij samo v avtomobilski industriji žarometov. V prihodnosti tako ne boste več potrebovali gledati za estetskimi napakami, torej bo reklamacij polna. Hvala.
Najlepša hvala za to predstavitev. Pred nami pa je predstavitev inovacije, ki je združila znanja z različnih področij. Nosi ime Stenska tipanka. Raša Urbas in Urška Snakovič-Resini bosta pojasnili, kaj vse inovacija omogoča in komu bo bistveno olajšala življenje. Poprosim. Lep pozdrav vsem skupaj, tako kot je najbolj predstavitev drugačna vseh kolegov, sva združili skupaj, tudi v predstavitvi smo seveda oči združili pri postavitvi naše rešitve in sicer stenske tipanke. Mi se že kar nekaj let ukvarjamo s področjem, da pomagamo slepim in slabovidnim, pri čemer se na vso moč trudimo, da v svoj fokus usmerimo na otroke. In pri vsem tem delu, ki ga opravljamo, z vsem žarom in z ljubeznijo smo ugotovili, da na žalost obstajajo številni problemi in eden največjih je ravno v didaktičnih pripomočkih, ki jih za otroke s posebnimi potrebami še kako primanjkuje. Tako so strokovnjaki in učitelji, vključno z nami, velikokrat primorani, da rešitve izvedejo sami, da obstoječe didaktične pripomočke nadgradijo in dopolnijo. Zaradi tega so rešitve včasih slabše, njihova kakovost včasih peča, velikokrat pa so tudi pomanjkljive. V svetu se da kupiti za precej denarja tudi dobre rešitve, ki so celostno usmerjene in nekako pomagajo tem otrokom do boljšega in hitrejšega znanja. Pri nas pa žal zaradi pomanjkanja denarja in seveda slabe strukture, kakršne imamo na določenih področjih, je zavodom, ki se ukvarjajo z izobraževanjem otrok s posebnimi potrebami, to pač mnogo težje navaditi in kupiti. Mi smo se tega problema še kako dobro zavedali in zato smo želeli na osnovi ideje, da bi na stopnišče centra Iris postavili brajico, ki bi omogočila hitrejše in lažje opismenjevanje takšnih otrok, nadgraditi še nekoliko dlje. In sicer smo si želeli postaviti didaktični pripomoček, ki bi omogočal, da bi se otroci poleg učenja brajice naučili še ga drugega, koristnega in to vse skupaj še na zabaven, inovativen in drugačen način. Tako smo prišli do rešitve, katero smo poimenovali stenska tipanka. Stenska tipanka, ki vam jo prikazujemo na slikah, ni sestavljena zgolj iz parih elementov, temveč sestavlja kar nekaj slik, nekaj upodobitev in je hkrati tako ne zgolj v Sloveniji, Evropi, temveč tudi širše, nov inovativen didaktičen pripomoček, ki v sebi združuje veččutnost, multisenzoričnost in vse ostale elemente, ki otrokom omogočajo lažje in boljše ne zgolj opismenjevanje, temveč ovrednotenje in pa učenje različnih metod. Uporabna vrednost tega našega izdelka je spoznavanje tistega sveta, katerega otroci, predvsem prve triade, omogočajo, da spoznavajo skozi oči, katere jim drugače ne bi bilo moč tega videti. Lahko vidijo in doživljajo stvari, ki jim drugače v realnem svetu ni moč doseči, kot so na primer drobne čebele, katerih veste, da že iz varnostnih razlogov ni fino prijeti in se z njimi poigrati. Mi smo jim omogočili, da spoznavajo ta okoliški svet, da na drugačen način se učijo finomotorike, eholokacije in spoznavajo vse tisto, kar je otrokom vsakdanjega sveta brez posebnih potreb absolutno omogočeno. Skozi to pravljico, združeno skozi neko poučeno zgodbo, ustrezne like, otrok ostaja aktivno vključen v celotno zgodbo. Skozi izdelavo stenske tipanke smo ugotovili, da je pravzaprav stenska tipanka lahko tudi ena dobra poslovna priložnost. Namreč, kot je že Raša rekla, takih tipank v Sloveniji in pa širše pravzaprav ni. Želimo si vzpostaviti mrežo ustanov, v katerih bi pravzaprav te tipanke krožile, v katerih bi jih lahko tržili. Tako cele stenske tipanke kot dele stenskih tipank in pa posamezne elemente. Te pa lahko ponudimo v prodajo tudi posameznikom, ki želijo otrokom polepšati bivanjsko okolje.
Tržna prednost naše stenske tipanke je vsekakor ta, da lahko prilagodimo vsako stensko tipanko tako tematiki, kot tudi željam naročnikov. Naša prednost je pa seveda kot ekipa tam, da nudimo celosten pristop, predvsem pa strokovno podporo. Zaščita te stenske tipanke, odločili smo se, da stensko tipanko kot nov didaktični pripomoček ne bomo zaščitili, bomo pa registrirali blagovno znamko, pod katero bomo stenske tipanke izdelovali in jih tržili. Promocija se pravzaprav delno že izvaja, se je začela izvajati in sicer na konferencah. Na konferencah smo že predstavili našo stensko tipanko. Gremo naprej, bili smo v Stockholmu in pa v Portorožu na usmerjenih konferencah za otroke z posebnimi potrebami. Poleg tega bomo naredili spletno stran, izvaja se pa na centru IRIS že vodeni ogledi za pedagoge, strokovnjake, študente in ostale. Tole smo mi, naša ekipa, tukaj smo danes samo trije, sicer pa smo zelo veliki. V sredini smo tisti, ki smo pravzaprav idejni avtorji te stenske tipanke. To smo tekstilna tehnologinja, grafična tehnologinja, potem imamo tiplopedagoginjo in pa pisateljico, pa skladatelja in pa producenta. Imamo še strokovnjake iz modnega oblikovanja, pa likovne pedagogike, eno dobro skupino študentk, s katerimi smo super sodelovali in bomo sodelovali tudi v prihodnosti, fotografinja in pa seveda stenska tipanka, brez strokovnjakov na tem področju za slepne slabodine ne bi bila, to so strokovnjaki iz centra IRIS. Stensko tipanko bomo omogočili inkluzijo sveta slepih in slabovidnih s svetom videčih. Predvsem pa si želimo, da bi bila ta stenska tipanka dostopna vsem otrokom, predvsem pa otrokom s posebnimi potrebami. Hvala. Najlepša hvala za predstavitev te zares srčne ideje. Sledi še predstavitev zadnje inovacije. Metodo za slikovno proučevanje energijske reže fotonapetostnih modulov in njenega vpliva nam bo predstavil član skupine Matevž Pokalič. Hvala. Razlike oziroma neenakosti so problem. Naprimer, družbene razlike vodijo do konfliktov, temu do slabšega delovanja družbe. Podobno tudi pri sončnih celicah, le da neenakosti pa rečemo nehomogenosti, pa da jih je najbrž mogoče več nadalje rešiti, tudi s pomočjo naše inovacije. Razvoj na področju sončnih celic je usmerjen predvsem v večanje izkoristkov in nižanje cen. Eden izmed dejavnikov, ki vpliva na nižanje izkoristka, oziroma ki kvari izkoristek, je tudi nehomogenost fotonapetostnih modulov. Sončne celice pretvarjajo spektr sončne svetlobe neposredno v električno energijo. Parameter, ki nam pove, do katere valovne dolžine sončna celica svetlobo lahko pretvori v električno energijo, je energijska reža. Če se energijska reža po površini modula spreminja, se spreminja tudi njen izkoristek in v skupnem zmanjšuje izkoristek celotnega fotonapetostnega modula. Imamo pa srečo, ker obstaja podoben pojav, če mi sončne celice napajamo, da je te svetijo. Temu pojavu rečemo elektroluminescenca. Energijska reža pa določa, s kakšno barvo bodo sončne celice svetile nazaj, podobno kot LED diode. Če se torej energijska reža po površini spreminja, se potem po površini spreminja tudi barva, ki jo sončne celice sevajo. In
modul slikam s 2 različnima kamerama, ki sta občutljive v različnih spektralnih območjih, oziroma zaznate različne barve, dobimo 2 različni sliki. Naša inovacija pa je, da lahko na podlagi razmerja teh 2 slik preko kalibracijske relacije neposredno določimo energijsko režo po celotni površini fotonapetostnega modula. Taka metoda je nedestruktivna, je hitra, 12 sekund in omogoča verjetno v realnem času, s tem pa tudi nadzor proizvodnje. Mi verjamemo, da je naša metoda edinstvena, zato smo tudi vložili 2 patentne prijavi. Metodo pa smo tudi predstavili v izvirnem znanstvenem članku v ugledni reviji Progress in Photovoltaics. Neposredne konkurence metodi ne poznamo. Med posredno konkurenco bi lahko sicer šteli metodo elektroresistence, ta sicer razkrivanje homogenosti, ne pa vzrokov zanje, medtem ko so ostale standardne metode za ta isti namen veliko prepočasne. Naš poslovni model bo temeljil na prodaji licence za uporabo metode, eventualno pa lahko tudi na izgradnji sistema oziroma karakterizacije in svetovanja. Kupce bomo iskali predvsem med proizvajalci najprej fotonapetostnih modulov, potem proizvodnih linij za fotonapetostne module in karakterizacijske opreme. Eventualno pa lahko tudi med ostalimi raziskovalnimi ustanovami. Metodo smo raziskovalnemu svetu in razvojnim oddelkom že predstavili delno z znanstvenim člankom. Junija imamo v načrtu predavanje na ameriški IEEE fotovoltaični konferenci. Potem se bomo septembra udeležili sejma o evropski fotovoltaični konferenci, potem pa upamo na še tudi izvajanje pogovore za zainteresiranih opcij. Z metodo se podajamo na hitro rastoč trg fotovoltaike, ki zadnje leto vztrajno raste. Konkretno na trg tankoplastnih fotonapetostnih modulov, ki je v letu 2015 velik cirka milijardo evrov. Od tega na CIX fotonapetostnih modulih, kjer smo integracije energijske reže dokazali, pa tudi demonstrirali uporabne metode, imamo pa nekje 500 milijonov evrov. Če privzamemo oziroma ocenimo, da naša metoda pomeni nekje lahko izboljšan izkoristek teh modulov za cirka 1%, je potencial trenutno nekje 5 milijonov evrov. Poleg tega imamo potem možno še širice na ostale trge, ki so še v razvoju ali ki bodo tudi tam tudi postala uporabna. V sami ekipi nas je 5, 2 profesorja in 3 raziskovalci. Profesorja se predvsem zaslužila tudi sodelovanje s začel, vključeno na vloga vstopa na trg. Raziskovalci pa so poskrbeli za teoretično ozadje metode, izvedbo meritev, tudi da smo določili v bistvu, da so moduli nehomogeni in kako energijsko reče sploh določiti. Za konec bi vam pokazal še eno animacijo, kako si predstavljamo, da bi naša metoda izgledala v zadnji proizvodnji. Ob tej animaciji moja žena končno dojela, kaj hočem jaz tem povedati. Konkretno, ko je modul narejen, zajavimo te sliki, izračunamo njeno razmerje in energijsko režo in na podlagi tega ocenimo en modul dobro ali ne in si potem odločimo, kako moramo mi proces popraviti, da dobimo boljši modul. Hvala. Nas je podelitev rektorjeve nagrade za najinovacijo Univerze v Ljubljani 2017 začne. Nagrade najboljšim bo skupaj z direktorico Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja dr. Lidijo Honzak in prorektorico Univerze v Ljubljani profesorico dr. Tanjo Mihalič podelil rektor Univerze v Ljubljani profesor dr. Ivan Svetlik. Podeljevalci nagrad prosim, da se mi pridružijo. Tretje mesto in s tem rektorjevo nagrado za najinovacijo v višini 1000 evrov prejmejo Žiga Gosar, Andraž Škoda in Tomaž Zavrh za inovacijo strojnih tit za detekcijo napak na površinah z visoko odbojnostjo.
Člani skupine, ki so predstavili inovacijo mikroblagalnih delcev, granul, pelet in mini tablet. En aplavz, prosim. Člani skupine so Gregor Rater, Rok Grev, Stani Srčič, Jurek Kožbar, Kamore Štojš, Žan Jemen, Tome Tutak, Timotej Rater in Rok Šivar. Prvo mesto in rektorjevo nagrado za najinovacijo v višini 3000 evrov prejmejo Jernej Vidmar, Žiga Vem, Žiga Stopnišek, Martinku za inovacijo interaktivna regulacija oblike zazidave. Še enkrat čestitke vsem zmagovalnim idejam in njihovim inovatorjem, pa seveda tudi vsem ostalim finalistom. Skupaj z listino in denarno nagrado so inovatorji na prvih 3 mestih od doktorice Lidije Honza, direktorice Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja, prejeli še paket izobraževanj poslovnih angelov in bone Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja za vključitev v ekskluzivno članstvo v predinkubacijo. In ker je pomembno sodelovati, bomo s članstvom v predinkubacijo nagradili tudi ostale superfinaliste, bone naj prosim, da vzamejo predstavniki ostalih skupin v finalu. Posebno podporo projektu Stenska Tripanka je izrazilo tudi farmacevtsko podjetje Lek in članom podjetniške skupine ponudilo možnost sodelovanja. In dodatno bo ABC Accelerator podelil 20 ur svetovanja skupini z inovacijo strojni vid za detekcijo napak na površinah z visoko odpornostjo. Aplavz, prosim. Še ni konec, Ljubljanski univerzitetni inkubator Univerze v Ljubljani v sodelovanju s studijem Moderna prav vsem finalistom podarja tudi praktične nagrade, ki bodo zagotovo pomagali vzdrževati inovacijsko kondicijo. Finalisti jih boste na naslednjem coachingu Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja prejeli, na katerega pa boste tudi seveda prejeli vabilo. Še enkrat hvala vsem partnerjem današnjega dogodka. Da pa bo ta čudoviti trenutek postal v spominu vsem nam, zavedno seveda, ga zaključujemo skupinsko fotografijo, podeljevalci nagrad. Prosim, pridružite se našim finalistom, sledite fotografu in naredimo to fotografijo za spomin. Vse ostale pa lepo vabim v sosednji prostor na prijetno druženje. Hkrati se vam lepo zahvaljujem za današnji obisk in vašo pozornost. Se vidimo naslednje leto na rektorjevi nagradi za najinovacijo v Univerzi v Ljubljani 2018.